smo na pravi poti in da tudi rezultati bodo prej ali slej vidni. Najprej je treba povedati, da seveda Slovenija ima izjemno geostrateško lego, položaj in posledica te dobre geostrateške lege, kar nam prav pride pri marsikaterem segmentu gospodarstva, je pa zdaj ob poletnih konicah seveda tudi gneča na naših predvsem avtocestah. Tukaj je mogoče razlog še kakšen več, to je, da se v tem trenutku res veliko vlaga v železniško infrastrukturo, zato je omejitev prometa po železnicah kar velika in to tudi seveda povečuje promet na naših cestah. Drugo pa tudi vsaka obnova, na cestah seveda, ki se dogaja pod prometom, teh je pa največ, vpliva na pretočnost prometa. Ampak ne glede na to, seveda je stvari treba urejati in mi se zelo aktivno ukvarjamo tudi s proučevanjem predloga, da bi cestnine, to se pravi cestnine za tovorna vozila, diferencirali glede na uro, ne samo glede na čas v dnevu. Zdaj delamo analizo, bomo videli, ali to pravzaprav se splača oziroma ali to ima kakšen učinek. Ker je to pravzaprav po 10 letih prvi dvig, tudi sama sem v svojem prvem mandatu ministrice za infrastrukturo nasprotovala dvigu cen vinjet, ker takrat se mi ni zdelo, da obstajajo razlogi. Danes pa ob vse višjih stroških investicij, ko se draži tako gradbeni material kot storitve, smo temu predlogu prisluhnili. Še vedno sem prepričana, da je ta dvig razumen, se pravi 6,8% s 15. junijem. Zakaj razumen? Zato, ker je inflacija v tem obdobju od leta 2013 do 2023, ko ni bilo dvigov, znašala nekaj več kot 22%, povprečna plača pa se je v tem istem obdobju dvignila za več kot 32%. Tako da tudi vlada je očitno ocenila, da je to upravičeno, zato smo pač v ta potreben dvig šli, zato, da zagotovimo dolgoročno vzdržnost Darsa in dolgoročna vzdržnost Darsa pa pomeni, da bodo lahko izpeljani vsi zastavljeni projekti. Zdaj v zadnjem času sta bile narejeni 2 študiji in to pravzaprav tudi prvi 2 študiji, ki dejansko pokažeta, kakšna je povezljivost Slovenije z Evropo oziroma svetom in pokaže se, da zelo slaba. V primerjavi z ostalimi evropskimi državami, ki so po covidu praktično že 100% okrevale oziroma jim promet tudi raste na letališčih, je Slovenija poleg Belorusije edina država, ki še vedno beleži upad v primerjavi z letom 2018 oziroma 2019. In res je, najprej smo sprejeli interventni zakon, da smo lahko razpisali subvencije za boljšo letalsko povezljivost. S tem prvim pozivom nismo bili, oziroma odziv na ta prvi poziv ni bil takšen, kot bi si ga želeli. Samo 2 dodatni liniji bosta vzpostavljeni, to je do Luksemburga in Skopja, seveda bolje to kot nič. Ampak julija in novembra letos bosta še 2 poziva. Pričakujemo, da se bo našel še kakšen in seveda bomo s tem programom nadaljevali tudi v letu 2024 in 2025, tako je bilo predvideno z zakonom. Ampak ne glede na to, kot sem prej povedala, smo naredili tudi analizo oziroma naročili študijo, ki zelo natančno pokaže, kakšni so pravzaprav ekonomski učinki te, v narekovajih, nepovezljivosti naše države. In tukaj govorimo o škodi ali pa o učinkih nekaj 100 milijonov evrov letno. Samo na področju turizma naj bi bil izpad 170 milijonov evrov. In
Ta študija, ki jo omenjam, je seveda natančno, ni še to vse čisto do zadnje pike, ampak relativno natančno pogledala tudi, kaj bi pomenilo ustanavljanje novega letalskega prevoznika. In tukaj se v celoti strinjam z ministrom za finance, da vkolikor bi se vlada odločila, še enkrat poudarjam, bi se, nič še ni, ker še nimamo toliko podatkov na mizi, da bi se sploh lahko odločali o ustanavljanju nove družbe, ampak če bi se vlada odločila, bi bil v bistvu edini smiselen in ekonomsko upravičen model javno-zasebnega partnerstva in to z strateškim partnerjem. Zakaj? Zato, ker je ta letalski posel v Evropi tako reguliran. Treba bo dobiti soglasje Evropske komisije, treba je dobiti slote, treba je dobiti licence. Skratka, to je res toliko pogojev, da samo strateški partner, ki v bistvu vse to že prinese sabo, je mogoče pot do boljše povezljivosti Slovenije z svetom. Ampak še enkrat poudarjam, mi gremo z našim programom subvencij naprej. Želimo si, da bi se še kakšna družba odločila in ugotovila, da je kakšna ta linija oziroma povezava Ljubljane z kakšnim od evropskih mest, prestolnic zanjo zanimiva ob naših subvencijah. Ampak ker beležimo nekaj 100-milijonske izpade, nekaj 100-milijonske učinke, se mi zdi, da smo kot država, kot vlada dolžni dati vse na mizo in pogledati, kaj so tiste najboljše opcije za našo državo in ljudi. Pred kratkim je vlada potrdila noveliran investicijski program. Vesela sem, da smo skupaj z novo upravo uspeli zagotoviti, da bo po predvidenem terminskem planu drugi tir, gradnja drugega tira zaključen do konca leta 2025. Potem seveda še odprava napak pridobivanja uporabnega dovoljenja, ampak absolutno v začetku leta 2026 mora poskusno vlak na tem tiru peljati. Pa to ne zato, ker, bom rekla, sem si jaz osebno postavila ta cilj, ker je bil ta cilj določen tudi v prejšnjih teh programih, ampak zato, ker smo na začetku govorili o gnečah na cesti, o preveč tovornih vozilih in ta drugi tir je korak do tega, da bomo lahko več tovornjakov dali na železnice in sprostili naše ceste. Zato je treba res napeti zdaj vse sile, da bomo ta terminski plan ulovili. Ne bo enostavno, ampak podjetje 2TDK ima načrt, kako bo treba delo na tem projektu okrepiti, kako bo treba povečati število delavcev, zato da bomo dinamiko, ki je potrebna za dosego tega cilja, lahko ujeli. Sem pa vesela, da je finančna konstrukcija na tem projektu zaprta in da tudi z novelacijo, to je druga novelacija investicijskega programa, ostajamo v začrtanih finančnih okvirih. Kar na žalost v preteklosti v naši državi za velike projekte ni bila praksa. Tako da tega sem še posebej vesela in bom do konca vztrajala, da se projekt konča v teh okvirih. Mislim, da je 3,5% ceneje, kot je bil investicijski program leta 2019. Mislim, da je točna številka milijardo 109. Tista osnovna iz leta 2019 je bila pa milijardo 150. Tako da 41 milijonov ceneje. Razumem njihovo zaskrbljenost, ne razumem pa jih v delu, da niso verjeli, da ta trasa, o kateri so oni govorili, še ni določena. Ker dejstvo je, da je bilo na tem odseku več variant in dejstvo je, da do prejšnjega petka, ko smo predstavili, katera je trasa, ki jo predlaga stroka, trasa še ni bila določena. In jaz mislim, da je to
Tudi to, da je dejansko druga trasa določena, več kot dokaz, da smo ves čas ljudem govorili resnico. Res je, da infrastrukturni projekti praktično vsak posega v življenje ljudi. Mi se trudimo, da je seveda tega čim manj, predvsem pa je treba pri teh projektih poslušati strokovnjake, ki projekt pogledajo z več vidikov, okoljskega, socialnega, na koncu seveda tudi finančnega, geografskega oziroma kje je najbolj primerno, da trasa teče, in seštevek vsega tega, se pravi vseh teh pogledov, da na koncu predlog, kje naj ta trasa teče. In šele zdaj stopi na sceno politika, ko bo treba sprejemati državni prostorski načrt in vse, kar s tem pride. Tako da jaz sem že javno rekla, da lahko se samo še enkrat tem ljudem, ki so bili neupravičeno razburjeni, opravičim, čeprav sem jim jaz skušala od samega začetka povedati, da naj še malo počakajo, pa takrat, ko bomo predstavili traso, naj pridejo, naj poslušajo, tudi javna razgrnitev bo, mislim, da v začetku jeseni, pa bi mogoče imel kdo kakšno mirno noč več. Jaz se strinjam, da Korošci na to cesto čakajo absolutno predolgo. Leta 2019, ko sem bila prvič ministrica za infrastrukturo, smo del trase, sklop od Velenja do Slovenj Gradca, razdelili na več posameznih odsekov, zato da smo lahko hitreje prišli do gradbenih dovoljenj in tudi hitreje začeli. 8 odsekov je od Velenja do Slovenj Gradca in na 4 danes dela že tečejo, oziroma en kratek je končan, na 3 danes dela že tečejo. Po tem načrtu bi naj tudi na ostalih 4, se pravi na celotni trasi od Velenja do Slovenj Gradca, bila gradbišča odprta v roku enega leta, se pravi do marca naslednje leto. Lahko ljudi razumem, da si želijo, da bi bila ta cesta narejena včeraj, ne jutri, ampak prazne obljube nam in njim ne pomagajo nič. Ker sem tudi sama želela biti na varni strani, ko grem pred ljudmi z datumi, smo se z Darsom dogovorili in angažirali mednarodno priznanega strokovnjaka, to je gospoda Pipenbacherja, ki je zelo natančno, res zelo natančno pogledal tiste najbolj kritične ali pa tehnološko najzahtevnejše odseke te trase in njegova ocena je, da bi se gradnja odseka od Šentruperta do Slovenj Gradca lahko končala v 4 letih. To pomeni, če zadnji odsek začnemo marca 2024, nekje marec leta 2028, ob upoštevanju, da se pri pridobivanju gradbenih dovoljenj ljudje ne bojo pritoževali. Se pravi, ne samo pridobivanje gradbenega dovoljenja, ko mi na ministrstvu ali pa Dars mora določene dokumente pridobiti, narediti, ampak potem, ko je gradbeno dovoljenje že izdano, da ne bi prihajalo do pritožb. Ker na ta del pa nihče v tej verigi nima vpliva. Tako da mi si bomo seveda prizadevali, da čim bolj komuniciramo z ljudmi, da jim tudi preko županov vse podatke damo na voljo, zato da teh pritožb ne bi bilo, ker nekaj takega se nam dogaja na jugu, pri Novem mestu, kjer že leto in pol v bistvu bi lahko gradili, pa zaradi pritožb na gradbeno dovoljenje gradnja še danes ne teče. Tako da če tega ne bo, se pravi teh pritožb, bi lahko bila 3. razvojna os od Šentruperta do Slovenj Gradca zgrajena ob koncu prve triade leta 2028. V letošnjem letu, se pravi 2023, smo res povečali količino denarja,
ki ga namenjamo za železniško infrastrukturo. En razlog je tudi ta, da se končuje stara finančna perspektiva in je pač treba skoncentrirati vse do konca leta 2023. Drugo je pa absolutno zavedanje, da če želimo izpeljati zeleni prehod, so res železnice tiste, ki jim moramo posvetiti pozornost. In roko na srce, v preteklosti so tudi zaradi gradnje avtocestnega križa bile nekoliko zapostavljene. Moji sodelavci imajo pripravljeno analizo, pa tudi načrte za investicije v železniško infrastrukturo po celi Sloveniji, vključno s hitro železnico od Ljubljane do Maribora. Ta dokument moramo spraviti v obliko, da ga bo lahko najprej sprejela vlada, potem pa bi rekla jaz ali pa si jaz želim, da bi ga dali tudi v Državni zbor potrditi, zato, da bi to bila zaveza tudi za vse naslednje vlade in da ne začenjamo vedno znova, ampak to gre za zelo obsežen načrt investiranja v slovenske železnice, govorimo o nekaj 10 milijardah. Se pravi, bo treba tudi povedati, kako finančno bomo to stvar zaprli. Ampak to ne govorimo o projektih za 1 leto, za 2 leti, ampak govorimo o projektih za 30, 40, pa mogoče tudi za 50 let. Ampak je treba začeti, treba si je stvari začrtati. Ključno je, da rečemo, v to smer gremo, da začnemo mi pripravljati dokumente, projekte in vse ostalo, kar pride s tem. Izvajalo se bo pa to še kar dolgo v naslednja leta, kot sem rekla, celo desetletja, ampak ključno je, da nek tak strateški dokument s pogledom v prihodnost naša država dobi, ker vse evropske države to delajo, nekaj jih že ima hitre železnice, nekatere jih pospešeno gradijo. Treba je povedati zelo jasno, prvič, velikost naše države je takšna, kakršna je, in tudi relief je takšen, da nam prav hudo hitrih vlakov, da ne bo kdo mislil, da se pogovarjamo o vlakih, hitrostih, ki se vozijo na Kitajskem, ampak kakorkoli, vsaj ena povezava Trst-Dunaj, ki bi šla skozi Slovenijo, pa jaz mislim, da je absolutno smiselna. Za hitro železnico govorim hitrosti 250 km/h. Zdaj, ministrstvo kot takšno verjetno ne, zato ker mi nimamo gradbenih podjetij. Mi smo tudi v Ukrajini že, govorim kot ministrstvo, s kakšno stvarjo pomagali tudi Ukrajincem ali pa državljanom Ukrajine. In kot Slovenija pa sem prepričana, da bomo odigrali pomembno vlogo pri obnovi Ukrajine. Si pa srčno želim, da bi se ta vojna končala čim prej, da se trpljenje ljudi na tem območju neha in da se bomo začeli ukvarjati z obnovo, ki pa po moje se nihče od nas še ne zaveda, kakšnih razsežnosti to je oziroma bo. Ampak najprej seveda moramo zagotoviti mir v tej državi. Prepričana sem, da je Svoboda in vlada, ki jo vodi dr. Golob, na pravi poti. Mogoče vse stvari ne grejo tako hitro, kot bi si ljudje želeli. Mogoče smo, kot je rekel tudi predsednik, že kdaj kakšno stvar prehitro in prevečkrat obljubili, tako da zdaj smo res, jaz lahko rečem za Ministrstvo za infrastrukturo, zavihali rokave, ne samo na teh največjih projektih, ki so bili omenjeni. Mi imamo 800 cestnih projektov v Sloveniji, več kot 60 železniških in nad vsemi res dnevno bedimo za to, da se bodo izvajali tako, kot je treba. Tako da absolutno sem prepričana, da smo na pravi poti in da tudi rezultati bodo prej ali slej vidni.